20 sekund je potreboval za tole operacijo, če slučajno niste štopali. Hitrost pa ni smela preseči 12 km/h. Si pa kar težko predstavljam, da bi se lahko vse skupaj zgodilo pri večjih hitrostih. Gre za novi Peugeot 308 cc, ki je naslednik kar uspešnega 307 cc. Skoraj 175 tisoč primerkov predhodnika je bil očitno dovolj dober signal za Francoze, da so razvili ta model, ki je klasični predstavnik CC-jev, kupé kabrioletov s trdo zložljivo streho. Po svoje tudi poklon legendarni seriji modelov Eclipse iz 30 let prejšnjega stoletja, ki so se že takrat vozili z električno pomično trdo streho. Že takoj na začetku pa je potrebno poudariti, da to nikakor ni športen avtomobil. Čeprav bi Peugeot zelo rad rekel, da je. Krivi so pretežek nos, teža in prešibka vzvojna čvrstost. Občutek na volanu sicer ni tako slab, vendar vse deluje nekako okorno in neodzivno. Če je lega na cesti sicer čisto v redu, se avtomobil po drugi strani preveč stresa na luknjah. Se pač pozna, da je streha pomemben nosilni element. Bolj kot so ovinki zaprti, manj je veselja za volanom. 308 cc je najbolj doma na takšnih ležernih vožnjah, kjer gre cesta večinoma naravnost. Brez večjih naporov požira kilometre, skrbi za udobje in dobro ščiti potnika pred vetrom. Skoraj nič ne piha. Zadaj pa raje ne bi sedel, čeprav je avtomobil registriran za 4. Enostavno ni dovolj udobno, ker sta sedeža preveč pokončna, prostora pa tudi ni ravno veliko. Kabrioleti so bili vedno mišljeni bolj za 2, za 4 pa le za silo. Pri varnosti so se sicer potrudili. Če bi se avtomobil slučajno prevrnil, se tale loka še za 20 cm izstrelita bolj ven, da zaščitita glave potnikov. Drugače mi pa ni čisto jasno, kaj so razmišljali načrtovalci notranjosti, ker niso nikamor postavili utorov za pijačo. Mislim, v takšnih vročih dneh je verjetno poleg kreme za sončenje tudi kakšna plastenka vode obvezna oprema v kabrioletu. Ja, pa kakšna rokavica za tole prestavno ročico iz kovine, ki vas dobesedno opeče, če se dotaknete, ko stoji avto na soncu. Ostale stvari so pa super. Armaturna plošča je zelo privlačna in lepo sestavljena, volan in sedež sta izdatno nastavljiva, za mrzle dni pa sta sprednja sedeža tudi ogrevana. In še eno posebnost ima takšen Peugeot. Imenuje se Airwave, piha pa toplo v zraku zatilje, da bi se lahko vozili zgoraj brez tudi takrat, ko bi vas zaradi nizkih temperatur že kdo čudno gledal. Prtljažnik je ob zaprti strehi kar velik. Če želite zložiti streho, pa mora biti nastavljena tale mreža, ki ga zmanjša za skoraj polovico. Ampak je huje to, da je takrat praktično neuporaben, ker je tale odprtina potem tako majhna. Pač, za lepote treba včasih tudi potrpeti. Priznam, da mi dizelski motor v kabrioletu ni preveč všeč. Je pa res, da se takšnemu Peugeotu 308 cc, ki ima dokaj ležeren značaj, kar lepo poda. Če ga ne priganjate, je tih in varčen, saj porabi v povprečju okoli 6 litrov na 100 km, obenem pa je tudi dovolj močan, da se lahko hitro vozite po avtocestah. Ni pa tole veselje poceni. Že v osnovi je z dizelskim motorjem cenjen na 27 600 evrov, z vso to opremo, ki jo ima testni, pa čez 30 000 evrov. A je to kljub temu še vedno eden ugodnejših kabrioletov s 4 sedeži, ki si jih lahko privoščimo Slovenci. In ki je praktično uporaben za vse letne čase. Evo, zaradi mene lahko tudi sneg pada.